Hvala. Ja, jaz bi se najprej predhodniku zahvalil, da je vsaj odkrito povedal, kaj je v ozadju pač teh poskusov diskreditacije Sirize in njene vlade v Grčiji. V ozadju poskusov teh diskreditacij je enostavno pač to, da se skuša pač ustaviti celotno evropsko levico, ki se je zgradila kot demokratičen, egalitaren in solidaren odziv na krizo. Pač tukaj govorimo o strankah, kot jih je on opisal, se pravi Podemos v Španiji, Sinn Féin na Irskem, in ker se tam približujejo volitve jeseni oziroma v prvih mesecih naslednjega leta, pač poskušajo ljudje, predvsem iz Evropske ljudske stranke, ki jo neformalno vodi oziroma diktira njeno politiko Angela Merkel, pač na primeru Grčije pokazati, da se alternative ne izplačajo oziroma poskuša ponoviti tisto staro gesto Margaret Thatcher, alternative ni. In to je v ozadju, se pravi, dejanski spor ni tukaj ekonomski, ampak je političen. Političen pač med alternativnim programom, ki ga predstavlja zdaj Alexis Tsipras, in pa programom stare Evrope, statusom quo, ki nas je pripeljala do tukaj, kjer smo, to pa je pač program Angele Merkel. In pač nekdo, če bomo hoteli razrešiti krizo v Evropi, bo mogel odstopiti od svojega programa. Če odstopi Alexis Tsipras, pač bomo še naprej se kobacali kot evropska skupnost v nihanjih kratkih konjunktur in dolgih kriz do pač bridkega konca. Če zmaga Alexis Tsipras, pa dobi tukaj Evropa dejansko priložnost, da se izgradi ponovno na nekih demokratičnih in egalitarnih temeljih. Zdaj pa, če grem po vrsti. Najprej bi rad pokomentiral to izjavo, ki se večkrat pojavlja, da je Grčija enostransko zapustila pogajanja. Zdaj, ameriški mediji, ki stvar gledajo malo bolj objektivno, kot jo gledajo evropski, ker evropski imajo tukaj predvsem pač določen interes, ameriški so bistveno bolj neutralni in so pač tudi jasno povedali, ameriška administracija, kakšne razrešitve tega konflikta si želijo, so poročali na naslednji način. Pogajanja med Grčijo in Trojko so se končala potem, ko je Grčija v večmesečnih pogajanjih popuščala v ključnih točkah in potem, ko je Trojka na zadnjo grško ponudbo sprva odreagirala naklonjeno, potem pa jo zopet zaostrila in Grčiji ponudila ultimat. Tukaj govorimo o tistem dogodku, ko so praktično finančni ministri evroskupine že sprejeli grške predloge kot smiselne, naslednji dan pa jih je povozil IMF, s čimer se je pokazalo, kdo je v bistvu takrat vodil pogajanja. Grška vlada trojkinega ultimata ni zavrnila, ampak se ga je dala odločati v referendumsko presojo in prav tako grška vlada pogajanj s tem ni zaključila ali jih celo zapustila, ampak je bila iz njih izločena. Kot so poročali, je evroskupina najprej zavrnila predlog vlade, grške vlade za enotedenski premor, da bi se lahko posvetovala s svojimi volivci, kasneje pa se je ta ista evroskupina sestala še enkrat, a tokrat brez grškega finančnega ministra in ga proti njegovi volji izločila. Na svoj protest, ko je predsednika in predstavnike evroskupine vprašal, če je to sploh v skladu s pravili, pač da se enega finančnega ministra izloči iz pogajanj, je prejel odgovor, ki ga je kolega Trček citiral že prej. Evroskupina je neformalna skupina, zato je ne omejujejo pogodbe ali pisana pravila, čeprav običajno teži k soglasju, pa predsednika evroskupine k tem ne zavezuje nobeno izrecno pravilo. In tukaj vidimo v bistvu, kakšna igra moči se v resnici odvija v Evropi, kako v bistvu brez kakršnih koli napisanih pravil skušajo pač močnejši, zdaj šibkejšega, pač stisniti v kot, ga poskusiti diskreditirati, osmešiti pred celo Evropo, pokazati, da alternative ni in s tem v bistvu pač zaustaviti politično alternativo, ki se v Evropi razvija. Ne vedo pa, da s tem ne bodo volivcev v Grčiji prepričali, da se vrnejo k starim strankam grške oligarhije, govorimo o Novi demokraciji in PASOK-u, ampak dejanska alternativa, žal mi je, da moram to reči, dejanska alternativa tam je nažalost Zlata Zora. Namreč, kot je že Walter Benjamin izrazil, je za vsakim
za vsakim fašizmom se skriva poskus neuspele reforme in pač to je v Grčiji trenutno nažalost dejstvo in v zgodovini smo to že večkrat preizkusili, kriza, ki jo imamo, močno spominja na tistih v 30-ih, zato tukaj pač pozivam tako poslance kot predstavnike vlade, da smo razumni in da pač se ne igramo z ognjem in da ne potiskamo stvari čez prepad, ker namreč na robu prepada smo. Zdaj druga zadeva, premier je rekel, da je Slovenija bila, je in bo vedno solidarna z grškim ljudstvom. Tukaj moram podobno, kot je kolega Šircelj prej izrazil, povedati, da solidarnost ima več aspektov. Humanitarna solidarnost je ena stvar. Tukaj verjamem, da vkolikor bi se kriza v Grčiji še zaostrila, bi tudi Slovenija humanitarno pristopila k situaciji, ampak dejanska solidarnost, ki jo trenutno Grčija potrebuje, je predvsem politična solidarnost. Se pravi, zavedanje političnega in ekonomskega položaja v Grčiji, zavedanje tega, kaj so varčevalni ukrepi in politike, ki jih je trojka zadnjih 5 let Grčiji predpisovala tam povzročile in zavedanje o nujnosti alternativnega koncepta razreševanja krize v tej državi. Namreč vsi podatki, ki so v zadnjih mesecih pronicali v javnost, zadnja 2 tedna je celo IMF pač razkril svoje analize, kjer je pokazal, da prvič grški dolg ni vzdržen in da tudi, če bi vse ukrepe, ki jih trojka predpisuje, ob optimističnih predpostavkah, da bo 4% gospodarska rast, da bo privatizacija 3-krat hitrejša, kot se zdaj odvija, bi Grčija leta 2030 še vedno imela 118% zunanjega oziroma javnega dolga. In to je nevzdržno po IMF-ovih lastnih kriterijih, namreč vzdržnost dolga je nekje na 110%. In tukaj je treba še upozoriti, da ob varčevalnih ukrepih in programu, ki ga predpisuje trojka, nikakor ne morajo biti dosežene predpostavke 4% gospodarske rasti, ker glejte, vam bom tukaj pokazal graf. To so napovedi iz preteklih let, iz preteklih reševalnih paketov. Tukaj kaže pač, kako si je IMF oziroma pač inštitucije trojke, da so si predstavljale, pač bo kratkotrajna kontrakcija gospodarstva, potem pa se bo vrnila rast. In to so rekli leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014. Dejansko pa je Grčija v tem obdobju izgubila 25% svojega BDP-ja, kar pomeni, če mal ilustriram, vsako 4. podjetje je zaprlo svoje vrata, vsak 4. Grk je izgubil svojo službo, vsaka 4. družina je bila pahnjena pod prag revščine. To pa so dejanski učinki teh varčevalnih politik. In zato je pač v Grčiji in na volitvah in zdaj na referendumu zmagala Syriza, ker pač ponuja saj to, da si bo v Evropi prizadevala za uresničitev nekega oziroma za razširitev manevrskega prostora, za nek alternativni program razreševanja krize, da lahko končno začnejo odpravljati posledice napačnih politik, ki se je v Grčiji zadnjih 30 let odvijala. In se upravičujem, ampak ker je moja pozicija tukaj nekoliko drugačna od pozicij ostalih parlamentarnih strank, moram poudariti, kaj se je, lahko prosim, zaključim oziroma nadaljujem. Moram opisati na kratko, kaj se je v teh 30 letih dogajalo. Glejte, pogosto se populistično predstavlja, kot da je Grčija od leta 1981 naprej, ko je vstopila v Evropsko skupnost, takratno živela preko svojih zmožnosti, da so Grki pač lenarili, popivali cele dneve, zdaj pa pač plačujejo zapitek tega veseljačenja in seveda pač kot po vsaki veselici, tudi po tej fiskalni in monetarni veselici pač maček malo boli. Ampak dejansko je pa zadeva drugačna. Zdaj, prvo, kar bi se mogli vprašati, je, kakšen učinek ima združevanje v Evropi povsem različno konkurenčnih gospodarstev v isti ekonomski in pa monetarni skupnosti. Namreč v Grčiji se je pokazalo naslednje, kar se je ponovilo v celotni Južni Evropi. Po letu 1981, ko je Grčija vstopila
v takratno Evropsko skupnost leta 1981 so imeli manj kot 3% javnofinančnega primanjkljaja in 30% javnega dolga. Po letu 1981 pa so zaradi tega, ker so precej nekonkurenčni, vstopili v skupnost bistveno bolj konkurenčnih držav, začeli beležiti zelo velike zunanje trgovinske deficite. Njihovo gospodarstvo je pa postalo toliko nekonkurenčno, da ga je lahko reševala samo država z obilnimi subvencijami, ki pa si jih je izposojala pri domačih bankah in na tujih trgih. In to so pač počeli naslednjih 20 let, zato da so stvari nekako držali nad vodo, da so pač svoje nekonkurenčno gospodarstvo, ki je bilo zaradi različnih pač faktorjev, tako kot je slovensko relativno manj konkurenčno od nemškega, italijansko manj konkurenčno od švedskega, je pač grško tudi manj konkurenčno od severnih gospodarstev in pač so na ta način vzdrževali neko stabilnost. Grške elite so rešitev za pač to videle v vstopu v Evropsko monetarno unijo, ker Evropska monetarna unija, to moramo vedeti, je bila pred krizo unija, v kateri so imele vse države članice praktično enake obrestne mere. Se pravi, Grčija se je lahko potem zadolževala po enaki obrestni meri kot Nemčija, grške banke praktično po enaki obrestni meri kot nemške, pretok kapitala iz centra na periferijo pa se je takrat povečal. In zato so leta 2002 ob pomoči bank iz Wall Streeta grški oligarhi, grška kapitalistična elita pač svojimi političnimi pajdaši skuhali svojo finančno sliko, zato da so lahko pokazali, kot da uresničujejo konvergenčne kriterije in vstopili v Evropsko monetarno skupnost, kjer se je do leta 2009 zadolževanje pač zaradi razlogov, ki sem jih opisal prej, še povečalo, s tem, da so v nemškem Der Spiegelu pač opozarjali na to težavo že takrat leta 2002, ampak so vsi pač zamahnili z rokami in so rekli, finančni trgi so racionalni, Evropska monetarna unija bo pa samodejno pač sprovedla neko konvergenco držav v Evropi. Se pravi, mogoče bo Grčija še bolj povečala svoje trgovinske deficite, ampak ker se bo k njej zdaj, ker bo pač v isti monetarni uniji in jo bodo finančni trgi obravnavali, kot da je Nemčija, se bo pa k njej pač prelilo toliko več kapitala in bo pač država nekako že splavala. To so bile utopije, na katerih je bila utemeljena takratna monetarna unija, čeprav so predtem že 30 let v ekonomski teoriji jasno poznali koncept optimalne valutne unije, ki pa v primeru Evropske monetarne unije ne upošteva niti enega od 5 potrebnih kriterijev. Se pravi, ni prostega pretoka ljudi, države so izjemno pač različno razvite, ni nikakršnih mehanizmov za razreševanje pač potencialnih asimetričnih šokov znotraj te monetarne skupnosti in tako dalje. In če nadaljujem, kaj se je dogajalo. Pač Grčija je v celotnem obdobju zadnjih 20 let beležila javni dolg nekje med 100 in 120%. Po letu 2002 so pa še tuje banke množično pač špekulirale v Grčiji na raznih trgih in ko je pač leta 2008 finančna kriza, ki se je začela z temi okuženimi finančnimi derivati na ameriškem nepremičninskem trgu, se prek medbančnega sektorja prenesla v Evropo in usušila kapitalske tokove, je celotna periferija, ne samo Grčija, ampak tudi Slovenija, Španija, Portugalska, Italija naenkrat pač potonila v breznu krize. In v Grčiji so, tako kot drugje po Evropi, pač, da bi pač se oligarhije in elite rešile, krizo začeli razreševati na specifičen način. To je po eni strani so z reševalnimi paketi rešili najprej francoske in nemške banke, ki so se pred krizo zašpekulirale v Grčiji. Zadnjič je Jože Pedamjan na svojem blogu objavil poročilo tujih ekonomistov, ki so pokazali, da je bila Nemčija leta 2010, nemške banke, da so bile leta 2010 do Grčije izpostavljene za 40 milijard evrov, do leta 2012 so to izpostavljeno zmanjšale na 5 milijard evrov. Francoske banke so bile leta 2010
let izpostavljene 65 milijard evrov, leta 2014 samo še 3 milijarde evrov. Se pravi, milijarde, desetine, stotine milijard evrov so se stočile preko grške države v finančni sektor, ki je bil ne tako kot v slovenskem primeru v domači lasti, ampak je bil tam v tuji lasti, se pravi, ta denar naredil samo uvinek skozi Grčijo in se pač prelil v države centra. ESFS je bil na ta način mehanizem, s katerim so si države centra, ki še zdaj vodijo v bistvu pač Evropsko unijo, poplačale stroške zapitkov lastnih bank v državah periferije. Grškemu ljudstvu so pa izstavili račun in ta račun je prišel v obliki varčevalnih ukrepov, učinke njih sem pa prej že opisal. Grčija, še to moram povedati, zdaj, ko govorimo o lenih Grkih, kako so pač popivali v letih pred krizo. Glejte, vsi ti obilni dolgovi, pač, ki so se kopičili, so šli v roke oligarhije. Veliko pove tale podatek. Satelitska slika v Atenah je leta 2004 odkrila 16.500 zasebnih bazenov, ki niso bili prijavljeni, pa so jih imeli prebivalci tam pred hišami. V istem letu je imela Grčija Ginijev koeficient 33 oziroma 34, kar je bistveno nad ravnjo EU-ja 27 oziroma ta stopna neenakosti pritiče pač kakšnim državam v razvoju, nikakor pa ne razvitim državam. In drugič, stopna tveganja revščine je bila v tem istem letu, ko so odkrili teh 18.500 bazenov, je bila 31%, do zdaj se je pa povečala na 36% zaradi krize. Se pravi, grško prebivalstvo je vedno živelo slabo in ni imelo nič od tega zadolževanja. To zadolževanje so proizvedle pač stranke oligarhije, PASOK in Nova demokracija, ki so še 5 let pač po krizi nekako uspele držati hegemonijo, nažalost z napačnimi ukrepi, pač pri tem so uničili še 25% grškega gospodarstva, pahnili 25% Grkov v brezup in ostale pa pač na prag revščine in vse to je šlo pač izključno zato, da se pač ta razred reši in da se pač rešijo finančni sistemi, tudi tisti v tuji lasti pač z javnim denarjem. In zato si Siriza pač zdaj prizadeva stvar razrešiti, da bi jo razrešili, pa potrebujemo drugačen koncept reševanja, še prej pa potrebujemo drugačen narativ o celotni situaciji. Namreč pogledati je treba stvari v oči, taki kot je. Nehati se slepiti o lenih Grkih, ker leni Grki so samo stereotip, ki ga več ali manj proizvaja nemški javni prostor, zato da pač maskira napake evroobmočja, ki so pripeljale in Evropske unije, ki so pripeljale situacijo tako daleč, kot je. Kriza ni grška, kriza je evropska. In da še jaz ponovim, kaj je trenutno recimo najbolj očitno pač v evroobmočju, da je že na pol razpadlo. Zdaj prvič, evropske obrestne mere se v evroobmočju ne računajo več, oziroma finančni trgi evroobmočja ne vidijo več kot enotnega območja, ampak Grčija plačuje eno obrestno mero, Nemčija plačuje drugo, Španija plačuje eno, Avstrija plačuje drugo. Skratka, kljub temu, da imamo skupno valuto, smo v očeh finančnih trgov obravnavani različno. Se pravi, to pomeni, da je neka ključna komponenta, ki naj bi jo proizvedlo valutno območje že razpadla, ampak očitno pač tega nihče v Evropi noče reflektirati. In to je pač ključni problem. Zdaj Grčija pač ima še vedno trgovinske deficite, zaradi tega, ker ima drugačno obrestno mero, pa nima več prilivov in je v konstantnem krču. Na teh osnovah se ne more pobrati brez neke konvergence, brez neke pač razvojne pomoči, ki bi morala tukaj priti iz centra in iz Evropske centralne banke. In drugič, evroobmočje je ob izbruhu druge recesije v Evropi leta 2012 že skoraj razpadlo in veste, kaj ga je rešilo? Rešilo ga je to, da se je Mario Draghi kot predsednik Evropske centralne banke odločil proti lastnemu statutu kršiti pravila Evropske unije. Namreč takrat je spravil čez sklep, da Evropska centralna banka lahko odkupuje obveznice držav članic, kar njen statut de facto pač oziroma izrecno prepoveduje v enem izmed prvih členov
in protistatutarno je začel izvajati tako imenovano kvantitativno sproščanje, ki ga je Fed izvajal že od začetka krize. In samo to, se pravi, ta solo akcija Marija Dragija, zaradi česar je ga nemško ustavno sodišče tožilo na Evropskem sodišču v Luksemburgu in ta tožba se zdaj razrešuje oziroma se na srečo razrešuje v prid Marija Dragija, je rešila Evropsko monetarno območje pred samim sabo. Ta zadeva ilustrira, da imamo pravila v Evropi tako slabo napisana oziroma tako zastarana na nek način, da niso v nobenem pogledu zmožna razreševanja krize, v kateri smo se znašli. In to je problem, ki ga odpira Syriza in to je problem, ki so ga pač poskusili predstaviti Evropi. Ne nazadnje je bivši finančni minister Yanis Varoufakis sam se predtem akademsko več let ukvarjal ravno z ekonomskimi vprašanji krize v evroobmočju in možnostjo njene razrešitve. On ni prišel na pogajanja, da bi evroobmočje razbil, on je prišel na pogajanja v upanju, da bo našel razumne sogovornike, ki mu bodo pomagali pač evroobmočje in Evropsko unijo rešiti in jo prenoviti na novih demokratičnih, dejansko solidarnih in enakostnih temeljih. In to so v bistvu izhodišča, na katerih bi morala tukaj graditi Slovenija, ker kot smo slišali samega finančnega ministra, se nekako vsi zavedamo, da smo mi prav tako kot Grčija del periferije evroobmočja in da nas lahko kadarkoli doleti grški scenarij. V Economistu in drugih svetovnih časopisih že beremo, da je lahko za vrati nova recesija, mi pa smo na njo kot Evropska unija povsem nepripravljeni oziroma zdaj, ko imajo države enormne dolgove, s katerimi imajo že zdaj probleme, praktično tudi na ta način razoroženi. In pred katastrofo v Evropi, ker res ta kriza, ki jo imamo, je grozljivo podobna tisti iz 30 let prejšnjega stoletja, nas lahko reši samo reformizem. Da bi bili zmožni reformizma, pa moramo najprej pogledati čez lastne planke, čez naše kratkoročne interese, čez to, kdo bo danes nabral politične točke. V Združeni levici vemo, da je nepopularno v tem trenutku v Sloveniji zagovarjati Syrizo in se postavljati proti neki splošno uveljavljeni resnici o lenih Grkih. Jasno vemo, da nam bo to verjetno pač škodilo, ne vem, v javnomnenjskih anketah, ampak je vseeno, mislim, tukaj se gre za veliko večjo zgodbo od nas, tukaj se gre pač za razrešitev krize v evroobmočju, v Evropi in v tem, ali bomo res, mislim, še naprej nadaljevali to tragedijo in tvegali, da vse skupaj propade, ker Grexit bi bil dejansko, kot je Žadenč lepo napisal Michael Berneger iz enega od nemških časopisov za finance, Grexit bi bil tako rekoč de facto konec evropske integracije. Po Grexitu nihče ne ve, kaj bi se zgodilo. Tako kot je rekel irski finančni minister, če si predstavljamo mizo za biljard, pač Grexit bo neka kugla, ki bo pač ostale razbil, nihče pa ne ve na kakšen način, ker kombinacije tukaj milijon in pač lahko, da si s tem odpremo vrata v pekel. In pač tega bi si mogli zavedati, naša delegacija, slovenska delegacija na pogajanjih Evropske unije bi pa mogla storiti vse, da pač razkrijemo strukturne pomanjkljivosti evroobmočja in Evropske unije, pred katerimi se nikakor ne smemo po 5 letih krize več slepiti in da storimo vse, da se to čim prej razreši v dobro vseh nas in pač to je stališče, ki ga zagovarjamo v Združeni levici. Predlagam pa še dodaten sklep in sicer, da Slovenija ne bo sodelovala pri izključevanju Grčije iz evroobmočja, da bo temu ostro nasprotovala in da bo izkazala zdaj tudi politično solidarnost z njo. Hvala.